Centri za socialno delo nosijo glavno breme pri izvajanju dolgotrajne oskrbe. Na CSD Kočevje pravijo, da se vsak dan srečujejo tako z ljudmi, ki nujno potrebujejo pomoč, kot tudi s tistimi, ki pričakujejo, da jim oskrba pripada samodejno. Bistvo dolgotrajne oskrbe so ukrepi in storitve, namenjeni vsem, ki so dalj časa ali pa trajno odvisni od pomoči drugih. Včasih si narobe predstavljamo, da je to namenjeno samo starejšim osebam. Tukaj gre v bistvu tudi za posledice kakih poškodb. To so taka zdravstvena stanja, recimo, ki lahko tudi nesreče jih povzročijo. Seveda tudi starostna oslabelost, lahko so pa to tudi invalidnosti, to je pa lahko potem tudi mlajša populacija. Če želite uveljavljati dolgotrajno oskrbo zase ali za svoje bližnje, se pot začne na centrih za socialno delo, kjer so organizirane vstopne točke. Ljudje se k nam lahko obrnejo po prve informacije. Tisti, ki se odločijo, da bi bili kandidati lahko za uveljavljanje posameznih pravic iz zakona o dolgotrajni oskrbi, pri nas vložijo vlogo. Zdaj, vstopna točka Centra za socialno delo potem tudi preverja izpolnjevanje vseh teh zahtevanih pogojev, opravi ocenjevanje, izda odločbo. Skratka, vse do izdaje odločbe se vodi pri nas na. Prav zaradi osrednje vloge pri dolgotrajni oskrbi centri za socialno delo med prvimi zaznajo težave, ki jih prinaša sistem. Kot veliko težavo bi izpostavila predvsem to, da je postopek zelo dolgotrajen. Osebe, ki pridejo k nam, so običajno osebe, ki rabijo pomoč zdaj, takoj. Pa se recimo zgodi ali kakšna poškodba, kak hud padec. Po možganskih kapeh tega je tudi zelo veliko. In osebe praktično v trenutku iz nekega zdravega stanja preidejo v stanje, ko so popolnoma odvisne od pomoči drugih oseb, in predvsem tukaj mi vidimo veliko težavo. Namreč te pravice se ne bodo mogle dodeljevati čez noč. Recimo, če omenim, pravico do oskrbovalca družinskega člana, tukaj smo še vedno v enem delu odvisni od invalidske komisije, ki deluje pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Namreč v delu, kjer je potrebno dati neko mnenje o psihofizični sposobnosti kandidata za oskrbovalca družinskega člana, ta mnenja še vedno izdaja ZPIZ in tukaj tudi v bistvu ne moremo napovedati, koliko časa bo to zdaj trajalo. Zdaj v primeru, ko je celotno oceno, se pravi tudi za vlagatelja, podajala invalidska komisija, smo po več mesecev čakali ta mnenja. Zdaj mi upamo, da bo to drugače. Imeli bodo zdaj v bistvu pol manj dela, tako da upamo, da bo potem tole hitreje steklo. Tudi v primeru seveda pozitivnega mnenja za oba kandidata, potem preide celotna zadeva k izvajalcu in potem tam se sklepa naprej načrt in spremlja storitev in vse. Poleg dolgotrajnih postopkov se centri za socialno delo soočajo še z drugimi pomanjkljivostmi sistema. Osebe, ki so recimo zdaj že upravičene do oskrbovalca družinskega člana, ko bodo čez 5 let morale iti čez ponovno ocenjevanje, se zna zgoditi, da marsikdo tega praga ne bo dosegel in enostavno ne bo upravičen do te pravice. Vstopni prag je visok. Mi imamo pač jasna navodila, kako se do ocene pride, čez ocenjevanje pač vsaka oseba bo morala iti. Res pa je, da imamo mnogokrat občutek, ko ljudje prihajajo k nam na vstopno točko, da se jim zdi, da jim pravica že skoraj da avtomatično pripada, recimo zaradi visoke starosti ali kaj podobnega. Kaj svetujejo tistim, ki potrebujejo oskrbo, a žal ne dobijo dovolj točk za vstop v sistem dolgotrajne oskrbe? Katere možnosti jim še ostanejo? Kako si lahko te osebe pomagajo oziroma nekako zagotovijo ustrezno pomoč, ponavadi to urejajo potem svojci za te osebe, ki so odvisne od pomoči drugih, je recimo varianta pomoči na domu. Nekdo, ki bo koristil pomoč na domu, lahko uveljavlja tudi pravice iz dolgotrajne oskrbe, ker to niso primerljive pravice.
Res pa je, da je storitev pomoč na domu plačljiva. Če boste koristili pravico do dolgotrajne oskrbe, se bodo nekatere pravice, ki ste jih doslej koristili, izključevale, kar pomeni, da boste morali izbrati eno ali drugo. Primerljive pravice tem pravicam iz dolgotrajne oskrbe so dodatek za pomoč in postrežbo, osebna asistenca pa institucionalno varstvo. Se pravi, če bi nekdo recimo zdaj ta trenutek bival v domu starejših občanov, ne bi mogel imeti hkrati recimo še pravice do oskrbovalca družinskega člana, ne. To zdaj ne pomeni, da nekdo, ki je prejemnik dodatka za pomoč in postrežbo, ne more uveljavljati pravic iz dolgotrajne oskrbe, lahko jih uveljavlja in če se oceni, da je do njih upravičen, se enostavno primerljivi pravici odpove. To pomeni, da se recimo izpolni en obrazec, ki ga upravičenec podpiše, in v bistvu izjavi, da se odpoveduje recimo dodatku za pomoč in postrežbo. Na Centru za socialno delo Kočevje poudarjajo, da so veseli, da je sistem dolgotrajne oskrbe zaživel. Ta namreč omogoča, da ljudje čim dlje ostajajo v domačem okolju, kjer se počutijo varneje in bolj samostojno. Verjamemo, da ko pa bo zadeva utečena, ne, ko bomo imeli vse, kar potrebujemo vsi deležniki, od informacijskega sistema do pač vsega ostalega, kar paše zraven, verjamemo, da je to dobra stvar. Centri za socialno delo imajo prvi stik z ljudmi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Zato se pogosto znajdejo v nehvaležni vlogi in postanejo tarča jeze zaradi zakona, ki ga zgolj izvajajo. Zaradi tega si želijo več podpore ministrstva in razumevanja ljudi, da bo njihovo delo nemoteno, saj je njihov cilj jasen, da vsi, ki oskrbo potrebujejo, do nje pridejo čim prej.